Ja, takrat se nam je življenje postavilo na glavo. Pozdravljeni, sem Tatjana Pirc in to je podcast 5 let pozneje, v katerem se ob 5. obletnici izbruha novega koronavirusa na podlagi izkušenj iz obdobja pandemije COVID-19 sprašujemo o tem, ali smo ravnali prav, smo se kaj naučili, kakšne so zdravstvene in družbene posledice, iščemo odgovore na številna vprašanja, ker smo prepričani, da je o tem treba govoriti. Zdi se mi, da smo bili enaki tega časa kar vsi. 5 let pozneje. Novi koronavirus je svet postavil na glavo. Napovedi niso ravno optimistične. Uživajte, dokler lahko. Vsi smo bili malo depresivni, tako da niso glih dobri spomini. Spet bo prišel čas sonca in svobode. Ne, vsega tega, kar se je dogajalo, ne bomo pozabili. Smo pripravljeni, če se zgodi kaj podobnega? 5 let pozneje na Radiu Slovenija zremo v prihodnost. Preverjamo, Iščemo dokaze, mnenja, razlage, odgovore. So kakšne vprašanja morda zame? Kar je bilo, je bilo. Septembra 2021, med epidemijo COVID-19 torej, je dr. Aleksander Zadel, psiholog, specialist klinične psihologije, terapevt, predavatelj, avtor knjig, ustvaril svoj uradni profil na Facebooku. Zakaj? Ker je ugotovil, da se lahko na ta način približa ljudem in nanje prenese strast, ki jo ima do psihologije in ljubezen do ljudi. Uživam v tem, da pomagam ljudem živeti bolje, je še napisal. Kolegico Jano Bajželj sem vprašala, zakaj se je odločila, da Aleksandra Zadela povabi v 9. epizodo našega podcasta 5 let pozneje. Prav zaradi tega, ker je on klinični psiholog. Poznam ga iz nekaterih intervjujev, iz nastopov, tako na radiju kot tudi na televiziji. Njegova pripoved je zelo slikovita. On ne govori iz teorije, govori iz prakse, navaja konkretne primere in na ta način si res vsak poslušalec, gledalec lažje zapomni te njegove poglede, stališča, mnenja o določeni stvari. In prav tako tudi na primeru epidemije COVID-19 vprašala si me, zakaj sem izbrala prav njega. Seveda mene osebno zelo zanima, ker so tu mnenja zelo deljena. Ali naj se 5 let pozneje pogovarjamo o tem, kar smo doživeli in preživeli, ali naj raje potisnemo to nekam daleč stran od sebe. Ampak kot boste lahko slišali, dr. Zadel pravi, da se o tem treba pogovarjati in prav je, da o tem govorimo in da se tudi spominjamo. Mislim, da nas je nekako postavil na trda tla, ko govori o epidemiji, pravi, to ni bil konec sveta, to ni tragedija, ne? Je povedal, da imajo otroci večino dneva v rokah telefon, to je danes težava, ne pa COVID pred 5 leti. Veliko sta se pogovarjala o tem, kako so epidemijo doživljali otroci in mladostniki, oziroma, predvsem, kar se mi zdi zelo, zelo pomembno, je povedal svoje mnenje o vedenju staršev, tistih, ki so delali paniko. Ja, res je, tudi to je mene kar presenetilo, ker je pravzaprav dr. Zadel povedal, da nas te krizne razmere in izkušnje, ki smo jih dobili v času epidemije COVID-19, krepijo. Da pridobimo na ta način neko notranjo moč. To, kar pa si rekla glede staršev, ki so delali paniko, je bilo zame pravzaprav tudi nekaj novega, moram kar priznati. Ampak zdaj bolje razumem, zakaj je bilo tako. Starši so danes veliko bolj zaščitniški do svojih otrok, kot naprimer pred 10 leti, če vzamem morda jaz svoje starše in svoje otroštvo. Danes se starši dejansko bojijo, ali bo vse v redu z otrokom, kako naj mu pomagajo, da bo življenje najbolj, šlo tekoče, da ne bo imel nekih posledic, nekih travmatičnih izkušenj. In zdaj, ko so se pa pojavile te krizne razmere, je pa seveda starše začelo še bolj skrbeti kot sicer. In razumem, da je potem tudi starše skrbelo, ko se je pojavil nek nov način, zdaj pa naj se otroci sami testirajo.
In verjetno je nekatere starše to skrbelo, da se otroci ne bi pri tem poškodovali. No, imamo tudi pravico, ne, do različnih pogledov na vse to, kar se je dogajalo, ne. To morda drugače poslušajo tisti, ki jim je COVID povzročil hude težave, da imajo posledice še danes, travme vseh, ki so v času epidemije izgubili svoje drage, ne, tudi to, bližne. Marsikomu se je zgodila tragedija, ne. Ja, mislim, da to dr. Zadel vendarle govori bolj, bom rekla, na splošno in da ne govori o tistih na skrajnih, recimo, razmerah, to, kar si omenila. Na splošno naj bi pa se pravzaprav s to epidemijo, s temi izkušnjami, ki smo jih dobili, smo se vsi okrepili in smo kot posamezniki in kot družba bolje pripravljeni na morebitne nove krize. Ja, je pa zagotovo treba, vsaj takole, ne, kot mi 5 let pozneje, kaj povedati o tem, ker nove generacije, ki se tega ne bodo spomnile, tiste, ki tega niti niso doživele, ne, je prav, da jim povemo, kaj smo se naučili. Ne. Tako je in prav je, da tudi v naših arhivih ohranimo, se pravi, spomin na določeno obdobje in prav skozi radijske oddaje bomo na nek način to tudi ohranili, ne, za prihodnje generacije. Povedal je zelo eno za ta čas aktualno misel, tehnologija je lahko orodje ali pa orožje. Tako je. V času epidemije COVID-19 je bila tehnologija res orodje. Samo spomnimo se šolanje na daljavo, delo od doma, komunikacija ne nazadnje, ne samo med mladimi, recimo tudi starejšimi, ki so tudi ostali nekako sami oziroma so bili bolj osamljeni. Tudi o tem govori dr. Zadel. Ne more pa to nadomestiti dragocenih osebnih stikov, ne? Absolutno ne. No, zdaj bolj poznamo tehnologijo, ki pomeni tudi orožje, ne? Danes je pa orožje, ja. Ker kot pravi dr. Zadel, da se pa zdaj obračajo starši nanj, starši, ki jih skrbi za otroke, da jih ne bi na vecajih v šoli, naprimer, dosnimal s telefonom. No, tudi takšna tehnologija je lahko orožje, ne? Oziroma takšno početje je nesprejemljivo. Samo kot primer, ampak več o tem pove tudi v pogovoru. Najprej sem ga vprašala, kako se dr. Zadel osebno spominja obdobja epidemije COVID-19. V bistvu mi gre na smeh ob tem vprašanju, zaradi tega, ker nekako psihološko zdrav človek, pa ne rečem, da se jaz imam prav za tega, ne, na spomine običajno gleda z enim tako izkušnjo, ki jo dobil od takrat. In zdrav zdrava psiha išče v preteklosti tista sidra, ki so v redu, ki so dobra. Jaz sem leta 2020 rekel eno preslišano misel, ne, da bomo čez nekaj let o teh časih govorili kot o dobrih starih časih. Kaj sem hotel s tem povedati? Da ljudje, ki rabijo paniko okrog sebe, ki rabijo kaos okrog sebe, bojo čez nekaj let novega našli. In bojo potem na preteklost gledali, mogoče s kančkom celo nostalgije in tako naprej. Torej jaz gledam na tiste čase, seveda celostno gledam kot na čase ene določene skrbi. Seveda zgodila se je zdravstvena kriza, ki jo nismo poznali v taki obliki, ta generacija. In v bistvu je bilo tako za sisteme, ne, torej javno zdravstvo in tako naprej, šolstvo in za posameznika to situacija, ki jo je bilo treba seveda proučiti, razumeti in potem izbrati tiste rešitve, ki so nam omogočale ne samo preživeti, ampak kakovostno preživeti. Pravite dobri stari časi, ampak mnenja o tem, ali je potrebno 5 let pozneje govoriti o epidemiji, o posledicah, ta mnenja so zelo deljena. Kakšno je vaše mnenje o tem? Bi bilo bolje, da bi kar pozabili, ali je prav, da govorimo? Da se pogovarjamo o tem, kaj se je dogajalo, kako je vsak pravzaprav osebno tudi doživljal to. Kaj pa vem, če gledamo z vidika posameznika, seveda je ni nič narobe, če se pogovarjamo o tem, kako smo tiste čase doživljali, kako smo jih preživeli, kakšne preživetvene strategije, če tako malo poudarim, ne, smo imeli takrat in kako smo se znašli v tistem okolju. In seveda tiste dobre prakse, ki smo jih imeli takrat, seveda je smiselno ohraniti, se jih zavedati, ponotraniti in jih seveda v svoji knjižnici izkušenj imeti na razpolago, če se kaj takega ali podobnega ponovi.
Kar se pa tiče družbe, se mi pa zdi pa, da sploh ne bi bilo dobro pozabiti, zaradi tega, ker določene lekcije, ki jih je takrat dobila družba, podsistemi družbeni in tako naprej, so pa taki, da so spet bom tako uporabil v učbeniku življenja ali pa v knjižnici izkušenj, ki jih ima en narod, čisto sistemsko govorim, neprecenljivi. In bi bilo dobro jih preštudirati, naštudirati, zato da bi se sistemsko, seveda v bodoče, ob podobnih situacijah, seveda izbrali tiste rešitve, za katere vemo, da delujejo, in seveda ne izgubljali čas ob paniki, kaosu, medsebojnem nerazumevanju, iskanjem mnenj najrazličnejših ljudi in tako naprej, ampak da bi se zanesli na izkušnje, na znanost, na tisto, kar vemo, kako obvladati take epidemije, kako družbo voditi v takih razmerah in tako naprej. Kaj razmišljajo tisti, ki pravijo, ne govoriti o tem, to je bilo obdobje stiske, krize. To pomeni, da se morda tisti, ki tako razmišljajo, niso znali prilagoditi tem spremenjenim okoliščinam oziroma krizi. In to lahko je eden od razlogov. Včasih ljudje zaradi manjše zmožnosti, da bi seveda na preteklost pogledali mirno, zbrano, kritično v tem pozitivnem smislu kritike, ko češ analiza, pa da razumemo, kaj se je zgodilo. Če teh kapacitet nimamo, se seveda stvari, ki se jih bojimo, v kateri smo bili negotovi, mogoče ravnali celo nerazumsko, se jih pogosto seveda radi otepamo, jih damo na stran in rečemo, gremo naprej, ne razmišljati o preteklosti in podobno. Preteklost nas določa. Preteklost ne vpliva na to, kaj se nam danes dogaja. Preteklost je samo informacija, ki jo mi lahko uporabimo pri naših sedanjih in prihodnjih odločitvah. Ne vpliva sama po sebi na to, kaj bom jaz danes naredil. Mi pa lahko pomaga sprejeti bolj kvalificirane odločitve. Vi pravite, da smo te izkušnje iz epidemije zdaj dali v to svojo knjižnico izkušenj. 5 let je že kar taka doba, da lahko rečemo, kaj smo se naučili iz te epidemije, če smo zdaj pravzaprav tudi bolje že pripravljeni na morebitno naslednjo kakršnokoli krizo. Saj ni rečeno, da samo epidemija, ne nazadnje je teh kriz veliko, če vzameva morda samo podnebno krizo, ne? Ja, jaz se vedno, ko se pogovarjamo, tako v šali rečem, da tudi stoletni ljubljanski potres že malo zamuja, ne? Tako da marsikaj se lahko živemu človeku zgodi, ne? To, kar nam, ne da nam podnebje, ta egocentričen način razlage, ne? Kaj nam dela podnebje, ne? Nam ne dela nič, podnebje je tam in mi živimo v tem podnebju, ne? In če si kaj delamo, si delamo sami, ne? Z interpretacijo ali pa z načinom življenja. Ne? Torej, mi pozabljamo, da smo sicer sebe dojemamo kot subjekt v nekih objektivnih okoliščinah, ki pač so same po sebi take, kot so. Človek posredno lahko vpliva na okoliščine in jaz verjamem, da vplivamo na okoliščine ne vedno v željeni smeri. Samo pol, ko že imamo enkrat okoliščine take, kot so, pol pa je od nas odvisno, kaj bomo v teh okoliščinah počeli. In seveda en odgovoren človek izbira, načrtuje in se odloča v skladu s tem, kam želi priti in seveda v skladu z naborom enih izkušenj, enega znanja, ki ga ima tudi seveda iz preteklosti ali pa celo iz izkušenj drugih. Pa če se morda zdaj vrneva na začetek epidemije oziroma na te spremenjene okoliščine, na krizne razmere, od česa pravzaprav vse je odvisno, kako nek človek in potem seveda tudi družba odreagira na to krizo, da se pojavi panika, da mislimo, da je to nekaj, kar morda bomo zelo težko preživeli. Če postaviva jasno strukturo, zakaj smo taki, kot smo in zakaj se odločamo, izbiramo, razmišljamo, tako kot razmišljamo, izbiramo in se odločamo. Torej, najprej nas določajo geni. Mi se rodimo različno odzivni na določen dražljaj. To pomeni en dražljaj nekega nelagodja, nevarnosti, pomeni za različne ljudi nekaj drugega, ima različno intenziteto, ga drugače interpretiramo. To je en začetek. Potem seveda se mi učimo iz okolja. To je blazno pomemben element. Torej, kaj starš naredi, ko se ustraši? Kako starš čustvuje ob določeni oviri na poti do cilja? Recimo, tehnično, virus je ovira, ovira, ki nas ovira zdravo živeti, ki nam onemogoča, če nekdo postavi neko sankcijo, da nekaj naredimo, oziroma omejitev, ne sankcijo, omejitev, da nekaj naredimo. Torej, okolje. In potem seveda smo še mi kot neke
danes si še dovolim to reči, svoboden subjekt, ki pa izbiramo. Ne? Torej, seveda otrok manj izbira in seveda bolj podvržen temu, ko gleda, kaj starši počnejo. Starš je njegov vzornik, ne? Vzornik, vzgled, ja. Tako. Torej, mogoče ena stvar, ki jo premalo poudarjamo, ne? Torej, 5 let nazaj ta strah staršev, učiteljev za otroke, da bodo doživeli travme in tako naprej. Otroci ali pa posameznik, ki ni življenjsko ogrožen, ne more doživeti travme. Torej, otroci niso bili, razen, bom rekel, v bolnici, ampak niso čutili, da so življenjsko ogroženi. Če pa vidijo nekoga ob sebi, ki pa, si bom kar dovolil, pretirano čustvuje ob tem dejstvu, da imamo en virus v okolju, seveda se lahko prestraši. In če mene vprašate, za večino populacije, otrok, je bil starš večje tveganje, da bo v tem obdobju seveda otrok slabo prišel skozi, kot je bil sam virus kot tak. Sej, če se spomnimo morda samo na obdobje samotestiranja. Ko je starše skrbelo, kaj se bo zgodilo, ko si bo otrok s palčko v nosu vzel. To v bistvu je ena taka, ne vem, mogoče zdaj, ko je 5 let, lahko rečem, res smešna stvar. Ne? Torej, to, da si otrok požoka po nosu z eno palčko, polije gor 2 kapljici ene tekočine, da to na plastično ploščico, kjer se potem pokaže rezultat, to niti približno, niti ne vem, kako približno ne ogroža neke integritete otroka, da bi on potem se počutil prizadet, užaljen ali pa ogrožen in da bi pol doživel travmo. Ne? Ampak vedenje starša ob tem, ki pa zganja paniko, ki pa v bistvu dela cirkus iz tega, seveda pokaže otroku, da je treba tega se bati. In to je bilo večje tveganje za otroke, kot tisto žokanje po nosu s tisto vatko. Zakaj so starši delali paniko? To je spet eno tako širše vprašanje. Ne? Starši so... Nekateri nekateri ne, tu bi samo to rad. Govorimo o tistih, ki so, tako sej nama je jasno, ne mečeva vse v isti koš, niti približno. Ne? Torej, nekateri starši so v zadnjem obdobju, pa rečeva ne zdaj 5 let, ampak 20 let, seveda sprejeli neko funkcijo, da v bistvu so oni odgovorni za srečo in dobrobit otrok. Ne, da oni naučijo otroka, da zna sam poskrbeti zase, kar je v bistvu temelj vzgoje, da ga socializirajo, da bo sam samostojen in odgovoren preživeti, ampak ne, mi smo tisti, čutite to razliko, ne? Torej, sem odgovoren za dobrobit svojega otroka, kar je kolosalna napaka. In seveda, če si ti prepričan, da si ti tisti, ki skrbi za dobrobit otroka, in seveda koncept potrošniške miselnosti, ki starša usmerja na to, da je on alfa in omega otrokovega življenja, marsikomu všeč ta pozicija, marsikateremu staršu se v tem dobro počuti. Ne? Torej, veže svoje pričakovanja na otroka, ne več nase, na svojo odgovornost, ampak na otroka. No, in ti starši seveda običajno vršijo pritisk na vse podsisteme družbe, ne samo na zdravstvo, na šolstvo, v vrtcih in tako naprej, pritiskajo, da je treba poskrbeti za njihove otroka, da ima odločbo, da ima neko diagnozo, da mu je treba pomagati, da če ni idealno poskrbljeno za njega, on ne bo imel takih možnosti v življenju kot kdo drug. No, in ti starši, ki so tudi po covidu še vedno med nami, ne, ki, da si bom dovolil tudi to reči, ne, terorizirajo okolico, družbo, šolski sistem in tako naprej, povzročajo seveda svojim otrokom, ne, največje neprijetne, neželjene posledice in seveda še v bistvu jezijo in ne vem, tudi druge naokrog, ne, ali pa onemogočajo, da bi živeli v enem takem bolj prijetnem ali pa normalnem okolju. Doktor Zadel, so oni to starši namreč to skrbstveno, pretirano skrbstveno vlogo do svojih otrok zdaj še povečali zaradi covidnih razmer? Ja, tisti starši, ki dojemajo svoj odnos do otroka kot rešiteljski, ne, torej jaz rešujem svojega otroka, seveda najdejo v vsaki življenjski situaciji priložnost, da seveda rešujejo svojega otroka in potencirajo svoje vedenje. Ne vem, če vam je znano, danes se obračajo starši name, kjer se otroci ne upajo iti na WC, ker bojo otroci jih snemali drugi sošolci z kamero. Otroci imajo med spraševanjem odprt telefon, da mama doma posluša, kako otrok odgovarja in potem se pritoži ali ne na razmere, ker je nekdo klepetal, ker ga učiteljica ni prav vprašala, ker mu ni dala dovolj časa in tako naprej. In v bistvu se vedejo
sicer seveda z njihovega zornega kota zaščitniško, pomagajo otroku in tako naprej, ampak s tem seveda otroku onemogočajo, da bi odrasel v zrelo, samostojno, odgovorno osebo. Ampak če zdaj pogledava otroke, otroci so bili in mladostniki seveda tudi v določenem obdobju brez nekih socialnih stikov, zaprti doma. Vemo, da smo imeli omejitve gibanja, maske, zaprte trgovine, zaprti lokali, igralnice. Kakšen vpliv je imel COVID na otroke in mladostnike? Najprej, kriza je življenje. Je življenje na steroidih. Predstavljajte si krizo kot povečevalno steklo. Če povečevalno steklo obrneš na neko problematičen odnos, seveda ga bo kriza še bolj potencirala lahko. Če vi v bistvu povečevalno steklo v krizi date na dobro v ljudeh ali pa na sposobnost reševanja težav, najdete heroje, najdete ljudi, ki v bistvu so čakali to situacijo, da so se izkazali svojo človeško veličino, sposobnosti reševanja izzivov, vzpostavljene ravnovesij in tako naprej. Toda kriza samo po sebi nič ne naredi. Nič, ona je tam. Mi jo interpretiramo kot nekaj ogrožujočega in nekateri ljudje seveda izberejo potem konstruktivna, strateško utemeljena vedenja, eni se pa pač odpelje in začnejo početi neumnosti. Zato vam pravim, COVID seveda je specifičen, seveda je imel sam po sebi svoje posledice. Na to, da otroci ne hodijo v šolo, vpliva na to, kako se bojo socializirali v tistem obdobju. In če recimo leto, dve v nekih občutljivih letih vstopu v puberteto se socializirajo za računalnikom, ob teh Teamsih, Zoomu in tako naprej, se povzroči to spremembe v socializaciji. Ampak spet, zame osebno, govorim, ne kot Aleksander Zadel, kot specialist klinične psihologije, samo po sebi to se mi ne zdi nič travmatično, ker med tem nisi življenjsko ogrožen. To, če si ti za računalnik, seveda spremeni socializacijo. To ni konec sveta, to ni nobena tragedija. Tudi umanjkanje recimo teh socialnih stikov v določenem obdobju se to pravzaprav kompenzira potem kasneje. Draga moja sogovornica, ko starš izven vseh covidov potisne telefon prvič v življenju v roke svojega otroka, se on mu onemogoči primerno socializacijo. To je nakrat večja težava v življenju naših otrok, ker jim starši dajo telefone, ki niso za jih poklicati, pa če kaj rabiš, se oglasiš, v katerih v bistvu oni grejo noter živeti, se socializirati. To je večja težava kot COVID. Ljudje, ki poslušate. COVID je prišel, je šel, jutri je potres, poplave smo imeli in tako naprej. Pridejo, grejo, ljudje živijo naprej, se znajdejo, zgradijo nov dom. To, da pa ima, koliko je, 17-18 tisoč otrok v generaciji, danes, v tem trenutku, v vsakem razredu osnovne šole, večino dneva v rokah telefon. Med poukom, po pouku, ko čaka na avtobus, ko je doma, ko čaka na večerjo, ko je večerjo, telefon v roki. To je danes težava, ne pa COVID pred 5 leti. Kaj pa te samomorilne misli, ki so jih imeli mladostniki, naprimer, in otroci v večjem številu, naprimer med covidom kot pred covidom? Vsaka zahtevna, družbena, socialna, osebna situacija seveda poveča našo senzibilnost, ki se lahko seveda pretvori v neko čustvo. In seveda se lahko pretvori tudi v čustvo brezupa. Lahko je jeza, lahko je žalost, lahko je, lahko je pa tudi seveda potem brezup, ali pa v bistvu občutek konca, občutek, da ne bo nikar boljše, brez izhodnosti in tako naprej. In seveda to lahko poveča ogroženost. Da bi pa seveda mi zaznali, da je pa bilo več samomorov in tako naprej, ni bilo tega. Ker se zgodi en paradoks v vojnah in kriznih razmerah, da dejansko ob vsej tej neperspektivnosti vojne in grozotah, preživetveni nagon ljudi poskrbi za to, da v bistvu vztrajajo v življenju. In je lagodno življenje lahko celo večji dejavnik tveganja za samomorilno obnašanje, kot seveda ena taka zahtevna družbena ali pa osebna situacija. Zdaj, ko ravno omenjate vojno, covida ne moremo primerjati z vojnimi razmerami.
Niti slučajno. Če se morda ustaviva še malce pri teh vladnih novinarskih konferencah, kako je v bistvu to komuniciranje tudi z javnostjo strani teh, ki so odločali, ne? Kako bomo živeli v tem obdobju, vplivalo pač na ljudi? Kakšno je vaše mnenje o tem? Da je vlada, ali je bilo Ministrstvo za zdravje ali katerokoli že, ne, redno komuniciralo, to je kljukca. Tako se to dela, ne. Star psihološki, bo rekel, spoznanje je, da če v bistvu ti ljudi, ki ne vejo, kaj se bo zgodilo, kaj jih čaka in tako naprej, na 1 uro, na 15 minut, odvisno, ker obveščaš, da ni še nič novega. Recimo letališče, mi ne vemo, kdaj bomo leteli, ne? In če vsaki 15 minut na letališču rečejo, še ne vemo, kdaj bo letelo vaše letalo, naslednje novice so čez 15 minut. So ljudje mirni, hodijo okrog, počivajo, pijejo sok, kavo ali karkoli že. Če oni ne vejo, kdaj bo letalo šlo in jih ne obveščamo, kdaj bo šlo, je na letališču nemir, je šunder, ljudje so nervozni in tako naprej. To je občutek varnosti dajejo. Da dobiš informacijo. Tudi če ne zveš nič novega, ampak si izvedel, da ni nič novega. Torej, tudi to je informacija. Zdaj pa, kdo je z nami govoril? Ne? Mi smo imeli možnost, da z nami govori strokovnjak ali pa strateg komuniciranja. Recimo, ne? In se je pokazalo, da v bistvu je veliko boljše, če v razmerah, ki se osebno tičejo nas, govori strokovnjak. Torej, če se spomnite, je bila vojna in je strateg govoril o tem, kaj država počne, kaj bo počela, in jo se je to zelo, zelo obneslo. Ko pa govorimo o stvareh, ki se te osebno tičejo, torej tvojega zdravja, tvoje bolezni tvojih staršev, tvojih otrok, imamo bistveno rajši, da nam govori strokovnjak. Torej, strateg se pojavlja redkeje, dajva reči enkrat na dan, 3-krat na teden in govori tem, kaj dela država. Medtem ko pa, kaj se dogaja po šolah, kako otroci doživljajo te stiske, kaj naj naredijo ljudje, da bi se počutili bolj varno, ko grejo v trgovino in pridejo domov, je pa v bistvu bistveno boljše, da poslušamo strokovnjaka. Tretja stvar, ki so jo, po mojem mnenju, tudi mediji naredili strašljivo napako, so dovolili, da na strokovnih oddajah sodelujejo tudi mnenjski voditelji. Kot češ, dajmo še njih slišati. To je bilo smešno, ker če bi njih poslušali, kaj vas je strah, kako doživljate to situacijo, bi bilo super. Ampak ne, oni so bili pa vprašani, kaj si oni mislijo o določenih ukrepih. In to je povzročilo zelo, zelo nepotreben nemir v družbi. Ker se je v bistvu izenačevalo mnenje, pa ne bom, mislim, tudi nekih naših največjih strokovnjakov, recimo epidemiologov, Alojza Ihana, profesorja in tako naprej, z nekdo, ki je rekel, jaz pa mislim, da to ni tako. Torej nekdo, ki je prebral vse, kar obstaja v imunologiji, ki je ena od redkih svetovnih avtoritet, ne, ki razume sploh, kaj se dogaja tam v ozadju, ne, mu damo nasproti nekoga, ki ima mnenje, da pa pač on pa misli, da ni tako. Štekate? In tu se je v bistvu ustvaril nepotreben dodaten nemir, ki je v situaciji, ki pa je potrebovala seveda en trezen razmislek, v bistvu umirjenost, en občutek, da vendarle seveda niso vse stvari pod kontrolo, ima nekdo na podlagi znanja, ki ga imamo, torej vedenja o epidemijah, o cepivih, o pač čemrkoli s tem povezanih, kvalificirano razpravlja, predlaga, svetuje, usmirja in tako naprej. To so 3 take poudarke, ki meni padejo na pamet, da ne bi enega zdaj vlekel ven z imenom in priimkom, ker je naredil takrat eno pa drugo napako. Pač napake so del življenja. Tako je. Ste kaj pogrešali v tej javni komunikaciji z ljudmi? V bistvu tisto, kar sem pogrešal, je, da bi seveda, ko javni govorec ali pa odgovorna oseba v javni vlogi, torej ko je govornik, ne, v bistvu je 2 stvari vedno zelo lepo čutiti. Ne. Čutiti je lepo seveda strokovnost in to, da ne govori iz jeze, iz zamire, iz obračunavanja in tako naprej, ampak da imamo ta strokovni del zelo, zelo jasen in potem, da so pa ti ljudje tudi človeški, da so topli, da pokažejo lahko svojo stisko, svojo negotovost, lahko pokažejo tudi, bom rekel, zaskrbljenost, ampak ne kot način obračunavanja z nekom, ne kot mirjenje moči in podobno, ampak zgolj kot, jaz sem tudi človek kot vi, jaz grem zdaj izza tega mikrofona domov in bom tudi skrbel za to, če moja starejša mama ima vse, kar rabi in hkrati, da ni ogrožena od tega nesrečnega virusa in tako naprej. Ne. To je tisto, kar je priporočilo mogoče za en jutri, ne.
bodi strokoven, ne obračunavaj, ne razpravljaj, ne komentiraj drugih ljudi, pa je tisto, kar si bil vprašan, in pokaži, da si človek. Ne? To ljudje rabimo, to cenimo, sprejemamo in take ljudi potem družba nagradi, ker jih vidi kot zdrav glas razuma in nekoga, na katerega se res lahko zanese. Se pravi, da tudi zdaj, ko pa nismo v nekih takih razmerah, je to nekakšen uporaben recept, da izhajamo iz sebe, da pri teh nastopih tudi povemo, tudi jaz sem v negotovosti, tudi mene je strah. Seveda, to je tisto, kar nas zbližuje in to je tisto, kar tiste informacije, ki vendarle daje ljudem občutek, da niso ti, ki nas vodijo, odtujeni. Ker mi pogosto imamo občutek, pa komu ti govoriš, pa kje ti živiš, pa kaj ti delaš, iz katerega vesolja si prišel zdaj to povedati. Vzemite to zdaj zelo literarno, kar bom rekel, ne? Kar imaš občutek, da halucinirajo, ne? Iz nekih vesolij govorijo, kar niso bili vprašani, vnaprej neka agenda, ne? In to kaže na to odtujenost in to dela ljudi nervozno. Ne? Nervozno in zato v bistvu so ti ljudje, ki tako funkcionirajo, meteori na političnem, strokovnem, direktorskem nebu, ne? Ki pridejo pa grejo. Ne? In so eni ljudje, ki v bistvu predstavljajo v družbi en glas razuma, ne? Neko logiko, ki je ljudem blizu, se znajo približati ljudem in taki so, mislim, po mojem mnenju za družbo neprecenljivi. Govorila sva prej, otroci, najstniki, ne smeva pozabiti na starejše, ki so bili pa tudi, pravzaprav se mi zdi, tudi v stiski. Čeprav starejši imajo ali pa imamo veliko izkušenj. Današnji svet je izrazito, ko bi rekel, zdravocentričen, mladocentričen, če se malo tako te neke besede izmišljujem, ne. In seveda je tista generacija, ki jo je seveda COVID najbolj ogrožal, ostajala najbolj ob strani, zaradi tega, ker seveda umrljivost je bila največja pri starostnikih in tako naprej. In oni so res kasirali in z vidika zdravja, na polno, in z vidika osamljenosti, ki je pa ena res neprijetna izkušnja za starejše ljudi, ne? Ker v bistvu mi pozabljamo, ne, da poleg materialnih potreb imamo tudi nematerialne potrebe, ki jih zadovoljujemo z druženjem. In v bistvu mi smo našli način, da smo stopili na tak ali pa drugačen stik, mi smo golfali, da smo prišli do ljudi, ki jih imamo radi. Medtem ko naši starejši, ki smo jih mi celo še bolj izolirali, še bolj poskrbeli, seveda iz čisto legitimne skrbi za njihovo zdravje, seveda so kasirali tukaj dvojno porcijo neprijetnih učinkov te epidemije. Prvič zdravstveno, ker je bilo tveganje za bom rekel, prezgodnjo smrt v tej skupini največje, in pa potem seveda smo jih socialno izolirali. In danes seveda se 80% ali pa 90% pogovarjamo o efektih pri mladostnikih, se ne rečem, da ni prav, da o njih govorimo, samo hkrati pa v bistvu ponovno pozabljamo seveda na to generacijo, ki je postavlja temelje za to, da mi lahko danes živimo tako, kot živimo. Na srečo so pa seveda ti ljudje dovolj trpežni, kot ste pravilno rekli, to so ljudje, ki so bili stari takrat, 70 plus let, in če potem gremo od leta 20-70 let nazaj, pridemo lihtja nekam po drugi svetovni vojni, ko v bistvu so odraščali v drugačnih materialnih, ekonomskih razmerah, torej navajeni tudi, bom rekel, malo tršega življenja, trših razmer in jim seveda, bom rekel, soočanja s temi izzivi ni bilo nekaj čisto tujega. Če pogledava pozitivne posledice ali pa tudi negativne posledice, najprej morda pri mladostnikih, ki so doživeli to obdobje COVID-a, se pravi, so pridobili neke izkušnje za morda prihodnje krize. Krizne razmere, to so razmere, ki jih človek interpretira osebno kot tiste, v katerih bo težje zadovoljil svoje potrebe, uresničil svoje interese, prišel do željenih ciljev, seveda pri zdravem posamezniku krepijo njegove preživetvene moči. To pomeni, več strategij kot posameznik ima za življenje v nepredvidljivih, tveganih, nevarnih razmerah, seveda bolj spreten je potem tudi pri seveda tem, kako se znajde v razmerah, ko minejo te krizne situacije. Tako da samo po sebi take situacije krepijo duh posameznika in potem seveda tudi skupnosti. Tako da jaz jih ne gledam kot upam, da se ne bo več zgodilo in tako naprej. Hvala Bogu, da v bistvu nas narava ves čas potiska iz cone udobja. Ker v coni udobja postanemo leni, da se rečem, puhlih misli, razvajeni, tečni, nervozni,
hiperobčutljivi in tako naprej. Ampak, naprimer, kako so se spremenili odnosi med ljudmi? Smo zdaj, naprimer, si želimo zdaj več socialnih stikov ali manj? Smo bolj empatični, manj empatični, bolj solidarni, manj solidarni? Se raje družimo več? Jaz vas opozarjam, da sem psiholog. Vi mi postavite 7 vprašanj. Ja. Zame je tako, da ste mi dali slastičarno in kaj bi vzel? Bi to. Ja. Poglej, uživam v tem, samo kaj ne odgovorim. Ne? Poglejva najprej morda to druženje. Človek se rad druži, pika. Ne? Torej, če en čas imaš onemogočeno druženje, ti samo bolj ozaveščaš to potrebo in se bolj veseliš tistega druženja, ki potem sledi. Ma ne spremeni nič, ker mi imamo močno genetsko potrebo po druženju. In spet pravim, COVID je vplival en čas, ker se nismo imeli družiti in seveda so se ljudje zaradi tega slabše počutili, se niso rihtali, ki so šli v službo, so delali od doma, niso se počesali, niso se stuširali. Vse to prispeva k temu, da se ti boljše počutiš, ko se družiš. In seveda tega ni bilo in to pusti sled. In seveda tisti prvi refleks po koncu epidemije je po eni strani strah, če se kaj ne ponovi, pa hkrati neka veselje ob tem, da se bomo družili. Torej ena mešanica enih takih ambivalentnih čustev. In to je normalno. Ne? Torej, bomo imeli otroka, če bomo znali biti dobri starši. Imam novo službo, če bom jaz to obvladal. To je človeško, to je normalno. Spet poudarjam, pa mogoče, ne vem, če boste zadovoljni, ne? Ampak to, da se mi manj družimo, bolj vpliva na to prisotnost te tehnologije, ki jo imamo mi v žepu ves čas, ne? Torej občutka, da bomo preko socialnih omrežij zadovoljili nekatere svoje potrebe po druženju, kot ta sam COVID. Dramatiziranje tega, da bo zdaj, ljudje so se odvadili družiti, pa zdaj, da se bojo, 2 leti je premalo. Nelson Mandela je bil 27 let v zaporu in pol je prišel ven in je postal predsednik Južne Afrike in je v bistvu objel tiste ljudi, ki so ga zaprli v zapor in je združil narod v enem trenutku, se spomnite tiste famozne ragbijske tekme, ki je prišel slačilnico med une ljudi, ki so bili 14 dni nazaj, me razumete, 14 dni pač kolikorkoli, ne, izraziti rasisti in so ga objeli. Razumete? Torej, ni 27 let razlog, da se pol mi ne bi pol objemali in tako naprej. Ne? Hočem reči, sem velik pristaš tega, da ne dramatiziramo, proučimo to stvar, razumemo, kaj se je zdravstvu zgodilo, razumemo, koliko aparatov enih, drugih, tretjih rabimo, če se to ali ono zgodi. Naučimo se reševati te stvari, torej kaj so takrat, kako je gospodarstvo stopilo skupaj. Jaz vem, da smo imeli 2 gospodarski pobudi, ki so v 2-3 mesecih naredili respiratorje takega ranga, kot jih delajo Kitajci, une malo slabše, mogoče ne najboljših na svetu, ma tiste, ki smo jih kupili, pa zihar dela slovensko gospodarstvo. To so izkušnje, to je tisto, kar bogati narod in to je treba vzeti iz težkih situacij v življenju. Ampak med COVID-om smo vsi uporabljali tehnologijo. Ja. Sej, ker tehnologija je lahko orodje ali pa orožje. Torej, jaz nimam nič proti telefonu kot takem, ker mi omogoča, da imam neko, pisarno v malem, da imam koledar, imam vse imenik, imam noter, obveznosti in tako naprej. Ta nož, ki ga zdaj rabim za režati pršut pa kruh, zabadan v druge ljudi, je postal orožje vmes. Še posebej otroci, in seveda zdaj počasi tudi večina odraslih, ni zmožna nadzorovati svojega vedenja v odnosu do te tehnologije, se dogaja osebna in družbena katastrofa, ki je veliko bolj nevarna, ker je tiha, ker se proti njej noben ne postavi, ker imamo odzadaj multinacionalke, ki v bistvu posameznika utišajo tisto sekundo, ko se oglasi, če je to potrebno, in ga naredijo iz njega klovna, pajaca, odpadnika, in v bistvu se vse pore našega življenja, delovanja, razmišljanja, jo imamo ves čas zdraven. In je ne samo orodje, je hkrati tudi orožje. Smo bolj solidarni zdaj ali manj? Se med COVID-om smo bili solidarni. Ne, solidarnost je družbeno lepilo, omogoča, da se počutimo povezani. In seveda, ko se zgodijo, to je že večkrat pokazalo, ko se zgodijo družbeni dogodki ali pa posameznikov, ki vzbudijo občutke empatije, povezane z občutkom, da pa jaz tukaj lahko nekaj pomagam in da skupaj nekaj naredimo, se ta čut seveda zbudi. Torej, večje kot je lagodje v družbi, manjša je potreba po solidarnosti. Bolj, ko gre za nohte, bolj, ko stisne,
čutimo, da smo mi tisti, ki lahko pomagamo ali pa da hočemo pomagati. Ne. Mi ste videli, kakšna velikanska razlika je bila ob, migrantskem valu tam 15-16, pa potem ob začetku ukrajinske vojne, ne, ko so ljudje zaradi različne barve kože, pa različne vire in tako naprej bili izrazito bolj zaželjeni in celo objemali smo begunce iz ukrajinske vojne, jim odpirali vrata svojih stanovanj, da bi pri nas živeli, ker imajo tam vojne, ne, in hkrati nekdo, ki, če mi dovolite tako reči, moli drugega boga, pa drugače diši, je tukaj velik sovražnik, hodi po naši solati in tepta naše starodavne ozemlja in tako naprej. Ne. Torej, ni dovolj samo, da je nekdo v stiski, človek želi tudi presoditi, ali je v bistvu seveda tak, ki je v stiski vreden njegove pomoči, seveda slovenski otroci, slovenske družine, slovenski kmetje, slovenski tri pikice, kar date zraven, seveda spodbujajo seveda zelo, zelo močne čustva solidarnosti, ko je njihova stiska iskrena. Če imamo občutek, da nekdo drži od zadaj figo v žepu, se ne sproži ta refleks. Ne? Če pa vidimo, da je ta stiska iskrena in še posebej, če mi ob tem, da naredimo nekaj dobrega, pokažemo nekomu, da ni naredil domače naloge, ne? Ko mi zberemo 5 milijonov evrov za zdravilo za enega otroka in pokažemo ZZZS-ju, da ni vreden seveda piškavega oreha, ker sam ni sposoben tega narediti pri vseh milijardah, ki jih obrača, se počutimo seveda kot narod še malo boljše. Kaj je bilo pravzaprav dobrega, kaj vidite vi dobrega, kaj vse smo se naučili seveda? Ko se cel svet zamaja, tukaj lahko rečemo, da se cel svet zamajal, ne, to je bila globalna kriza, zdravstvena, epidemiološka, ne, imamo dovolj notranjih moči, resursov, tako znanja, kot tudi teh človeških, o katerih so zdaj na koncu govorila, ki nam pomagajo, seveda z večjimi ali manjšimi praskami, bolečinami, iti preko take krize. Ne, to pomeni, smo del civilizacije, ne, ki se zna obrniti ob takih stiskah, v katerih se znajde posameznik ali pa tako velikansko število ljudi, kot se je našlo. Ne, to je ena stvar. Druga stvar je ta, da v bistvu je strokoven, trezen odziv milijonkrat boljši kot brezglavo iskanje krivca in koga bomo zdaj kaznovali, nabili na križ, odpustili, jo zamenjali in tako naprej. Ne? Ampak v bistvu, da vsi vdahnemo 3-krat sapo, razmislimo, kaj kdo lahko prispeva, kaj bomo vprašali zdravnike, kaj bomo vprašali šolnike, kaj bomo vprašali politiko, tudi policijo v enem trenutku, ki je pomagala čuvati, da se ne gibamo preveč nekontrolirano, pa če je bilo to prav ali ni bilo prav, ne povejo drugi. Ne? To je nekaj, ali pa drobec teh stvari, ki jih je treba vzeti kot jaz rečem, kar čudovito izkušnjo, kako družba lahko funkcionira, preživi in seveda pogledati tako posameznike, ki so nam pokazali, kako se da v teh razmerah funkcionirati, kot določeni deli družbenih sistemov, ki so delovali optimalno. Mi že dolgo časa ponavljamo v naši družbi, da vsi sistemi, ki se tičejo hitrega ukrepanja ob naravnih nesrečah, da to hodijo se učiti iz celega sveta k nam. Ampak kaj ugotovimo? Da v ozadju te sisteme stabilno vodijo strokovnjaki, ki predajajo svoje pozicije strokovnjakom, ki so se vzgajali 5, 10, 15, 20 let. Če mi dovolite, mi se čudimo, ko gledamo Japonce, nekdo 15 let kuha riž in potem ga oče po 15 letih zdaj reče, zdaj si pa v redu riž skuhal, zdaj pa lahko začneš ribo rezati za suši. Razumete, ta sistem, ravno naše civilne zaščite, ne, ko se je nekdo razvijal, se spomnite, ne bi rad jim zimenil, vseh cela Slovenija pozna, mislim, to so kot naši strici pa tete, ne, ki se pojavlja v vsaki stvari, ki gre narobe, en miren glas pod enimi mirnimi brki, ki zrejo toplo v kamero in povejo, lej, smo tam, bomo naredili, bomo pomagali, bomo pripeljali, če bo treba vojsko, pa gasilce, pa reševalce, pa pomoč, pa lopatarje, in bomo rešili. Mirno, z nobenim ne obračunavajo in tako naprej. No, in ti sistemi kažejo, lej, tako delajo. In če bi mi uspeli samo tisto, kar res dobro deluje, po analogiji prenesti v kakšen drug sistem, bi rekli, wow, smo družba, ki se uči od najboljših in seveda to ne, da smo jim zavidljivi ali pa da jim zavidamo ali pa da smo jim to fovš po slovensko. Ne, povej, kako delaš, da bomo še mi delali na ta način. Najlepša hvala za pogovor, dr. Aleksander Zadel, bilo mi je v veselje, upam, da tudi vam. Enako, jaz sem užival. Tako sta se pogovarjala in ob tem tudi uživala Jana Bajželj, novinarka, urednica, in dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije.
V naslednji, 10. epizodi podcasta 5 let pozneje pa bo naša sogovornica sindikalistka Lidija Jerkič, ki je napovedala, da se počasi poslavlja z mesta predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Govorili bova o vplivu epidemije na trg dela, gospodarstvo, socialni dialog, o dodatkih za delo v rizičnih razmerah, s katerimi je bilo storjenih tudi veliko krivic, o ranljivosti demokracije in človekovih pravic, pa tudi o delu od doma in o tem, ali se bo sploh kdaj zmogel ta svet z kapitala preusmeriti v človeka. O vsem tem z Lidijo Jerkič v naši 10. epizodi. Naročite se na podcast 5 let pozneje, da ne zamudite zanimivih vsebin, ki jih še pripravljamo. Zdi se mi, da smo bili enaki tega časa, kar vsi. 5 let pozneje. Novi koronavirus je svet postavil na glavo. Napovedi niso ravno optimistične. Uživajte, dokler lahko. Vsi smo bili malo depresivni, tako da niso glih dobri spomini. Spet bo prišel čas sonca in svobode. Ne, vsega tega, kar se je dogajalo, ne bomo pozabili. Smo pripravljeni, če se zgodi kaj podobnega? 5 let pozneje na Radiu Slovenija zremo v prihodnost. Preverjamo, Iščemo dokaze, mnenja, razlage, odgovore. So kakšno vprašanje morda zame? Kar je bilo, je bilo.